Dober večer. V Semiču se bodo letošnjo zimo ogrevali z obnovljivim virom energije. V sklopu občinskega praznika so namreč predali namenu novo zgrajeno kotlovnico na lesno biomaso in omrežje daljinskega ogrevanja. Izbrani koncesionar, podjetje Zarja Koves iz Kamnika, je vsa dela končal v pogodbenem roku, torej pred začetkom kurilne sezone. Pred letom dni smo si zastavili cilj, da do naslednje kurilne sezone zgradimo kotlovnico velikosti 11x32 metrov. V kotlovnici sta vgrajena dva kotla skupne moči 1850 kW z vso spremljajočo tehniko, ki je potrebna za to. Zgradili smo 3,2 km toplovoda, vgradili 40 toplotnih postaj, 4 več, kot smo prvotno načrtovali. Skratka, investicija je v celoti zaključena. Vrednost naložbe je 2,3 milijona evrov. Od tega smo nekaj manj kot pol dobili od evropskih nepovratnih sredstev, ostalo pa potem ekosklad in pa seveda lastna sredstva. Cena ogrevanja z lesnimi sekanci bo zagotovo cenejša, kot bi bila z drugimi energenti, pravi Hribar. Zastavili so si namreč cilj, da bo to ogrevanje za tu prebivalce in pa seveda tudi za lokalno skupnost cenejše vsaj 10%, ampak v današnjih ocenah lahko zagotavljamo, da bo to 20 ali celo več. S tem smo omogočili vsem javnim objektom, da so se priklopili na ta način in tudi zmanjšali odhodke, upamo, da jih bomo zmanjšali iz občinskega proračuna za namen ogrevanja. Bomo pa dali tudi možnost našim občanom, da če so zainteresirani za kakšen dodaten vir zaslužka na kmetiji ali kako drugače, da lahko tudi se najdejo kot dobavitelji te lesne biomase, kajti vemo, da smo zelo gozdnati, da je občina prekomerno poraščena z grmovjem in z gozdovi in je sedaj tudi to priložnost za nekatere, da lahko najdejo svoj vir. Mi že v samih uvodnih pogovorih z občino Semič smo izrazili tudi pripravljenost, da bomo se skupaj organizirali in skušali tukajšnje prebivalce motivirati, da se tudi za to odločijo. 8 lastnikov gozdov se je že odzvalo na javni poziv semiške občine in izrazilo pripravljenost, da postanejo dobavitelji lesa za sekance. Res je, da nihče od njih se ni nekako čutil še sposobnega, da bi celoten sistem oskrbe prevzel. Tako da trenutno smo si pridobili dobavitelja, ki je že renomiran, ki že ima to utočeno po kvaliteti in pa seveda tudi po zagotavljanju teh sekancov, ki pa ima seveda že zdaj pogodbo obveznost, da vse ponudbe, ki se pojavijo tukaj v Semiču in pa tudi širše, da jih odkupi in predela v potrebne sekance. Mi načrtujemo, da za kurilno sezono bomo nekje potrebovali 5500 prostorninskih metrov sekancov in to je že kar lahko velik prispevek v smislu čiščenja teh zaraščenih površin po eni strani, po drugi strani pa tudi lahko nek dodaten prihodek za tukajšnje prebivalce. Novo zgrajena kotlovnica na lesno biomaso pa ima še večje zmogljivosti in zagotavlja priključitev novih uporabnikov. Sistem je tako načrtovan, da po zdajšnjih ocenah potencijala, ki je tukaj v Semiču, to se pravi v ožjem delu kraja trga Semič, omogoča, da se vsi te uporabniki lahko bodo priključili na ta sistem. Vsi, ki so se že odločili za priključitev na daljinsko ogrevanje, so to storili brezplačno. Seveda v nadaljevanju pa bodo krili stroške fiksni in variabilni del. Kljub temu je že več zasebnikov izrazilo zanimanje, da bi se priključili na sistem daljinskega ogrevanja, pravi Hribar. Sicer pa je v Sloveniji povpraševanje po ogrevanju z lesno biomaso vedno večji. Glede na to, da je že kar nekaj let prisotnost finančnih spodbud za te sisteme, ti sistemi rastejo kar lepo in jih danes beležimo že preko 20. Toplota iz teh sistemov proizvedena s pomočjo lesne biomase predstavlja že 11% delež vse toplote, ki je dobavljena iz daljinskih sistemov.
tako da se pričakuje v bodoče tudi rast teh sistemov, še posebej, ko se energenti, kot je plin in pa kurilno olje, dražijo. Les pa ostaja domača, zanesljiva surovina, neodvisna od uvoza. Po drugi strani pa država sprejema strateške dokumente in želi dati lesu večjo veljavo. Seveda ne le za kurjenje, pravi Beravs. Kajti Slovenija bistveno premalo izkorišča to naravno danost, to pogozdenost, to bogatstvo gozdov, poseka šele komaj polovico tistega, kar bi lahko. Premalo delovnih mest ustvarja ta celotna veriga od gozda do izdelka in usmeritve gredo v smeri, da bi les postal pomemben material, ki bi omogočal tudi nova delovna mesta v Sloveniji. S ciljem zmanjševanja porabe energije Slovenski ekosklad že nekaj let nudi ugodna posojila podjetjem ter subvencije in ugodne kredite občanom. Zanimanje za subvencije, se pravi za nepovratne te finančne spodbude, je izredno veliko. Tako so v zadnjih 4 letih prejeli 56 tisoč vlog za subvencije, ki pokrijejo 25% naložbe. Letošnja vsota denarja je glede na število vlog že angažirana. Po novem letu bodo na voljo ponovno sredstva, objavljeni bodo novi javni pozivi, identični letošnjim. Zato Beravs svetuje vsem, ki načrtujejo gradnjo ali energetsko obnovo stanovanjske stavbe, da se pripravijo in takoj, ko bo objavljen javni poziv, zaprosijo za subvencijo. Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50 letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce sta bili temi 5. dne ravnanja s človeškimi viri, ki ga prirejajo v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Na Otočcu so hkrati 5. podelili priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, tokrat Mariji Jurekič. Nagrajenka tudi po koncu delovne kariere v novomeški kovinotehni MKI ostaja dejavna, saj je prevzela vlogo prokuristke v podjetju. Priznanje mi pomeni zelo veliko, ker mislim, da je to prisrčno darilo mojih kadrovskih kolegov, tako iz Društva za kadrovsko dejavnost, kot iz sekcije za ravnanje s človeškimi viri, ki danes organiziralo ta dogodek. Menim, da sem to priznanje si zaslužila v prvi vrsti zato, ker delujem v širšem okolju, tako na lokalni ravni, kot na državni ravni na svojem področju. Čeprav delo Jurekičeve ni bilo izključno vezano na kadrovsko področje, je bilo vse njeno delovanje usmerjeno v dobro ljudi, delavcev, v njihovo zaposljivost in ohranjanje delovnih mest, je v obrazložitvi zapisala komisija. Ta lahko podeli priznanja v kategorijah podjetje, posameznik ali projekt. Letošnja dobitnica priznanja je kot osebnost nekaj posebnega, je poudaril predsednik komisije Boris Dular. Tako v smislu njenega strokovnega delovanja, predvsem pa bi rekel delovanja v težkih gospodarskih razmerah. Vse skozi je delala v razmerah, ki so bile izjemno gospodarsko težke, ampak znala je resnično skrbeti za ljudi, prisluhniti in predvsem pomagati. Torej takrat, ko je težko, takrat, ko se znajdemo v težavah, običajno pozabljamo na ljudi in pridejo, tako rekoč, se o njih pogovarjamo šele na koncu. Kot je v svojem govoru še izpostavil Dular, je Jurekičeva vse skozi mislila na sodelavce, skrbela za njihov razvoj in dodatno izobraževanje. S tem pa tudi za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. In mislimo, da je treba takemu načinu dela in takšnemu odnosu namenjati posebno pozornost in prav zato smo se tudi odločili, da zaradi njenih strokovnih in osebnostnih vrlin to priznanje ona zasluženo dobi. Po mnenju Marije Jurekič, dober vodja svoje sodelavce resnično sprejema kot sodelavce. Zanjo sta največji vrednoti delavnost in poštenost. Mislim, da so to tiste vrednote, ki so kapital najprej za samega sebe, se pravi naložba v sebe in potem so prepoznane tudi drugje, se pravi tudi v kolektivu in pa tudi na dolgi rok v širšem okolju. Rdeča nit dneva, ki ga prirejajo v sekciji za ravnanje s človeškimi viri, je bila razmislek o starejših zaposlenih in prenosu njihovega znanja na mlajše kolege.
Da med seboj primerjamo dobre prakse in da našim članom in ostalim prikažemo trende na tem področju. Tako je tudi današnji dan namenjen temu, da iščemo karierne priložnosti za zaposlene po 50. letu. Glede na to, da se dviguje delovna in življenjska doba, pač je potrebno, da se delodajalci z svojimi programi in orodji pripravimo tudi na to področje, da bomo pač uspešno menedžirali bodoče generacije starejših in mlajših in uspešno zaključili poslovno pot pri 65 letih ali celo kasneje. To področje se mi zdi zelo pomembno, ker konec koncev vse sloni na zaposlenih, na sodelavcih. Brez primernih kadrov, brez usposobljenih ljudi, ki imajo izkušnje, kompetence, dejansko nobeno podjetje ne more v tem času biti učinkovit in uspešen na mednarodnem pa na domačem trgu. Na Otočcu so predstavili tudi novo izdan priročnik dobrih praks z naslovom Absentizem, preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje, s čimer so v zbornici oziroma njeni sekciji uradno sklenili projekt POZA. V samem priročniku smo tako delodajalcem kot tudi zaposlenim predstavili model, s katerim si lahko pomagajo pri zmanjševanju absentizma. V samem projektu seveda so poleg naše zbornice sodelovali tudi zunanji sodelavci. Projektno je potekalo celotno delovanje samega projekta, v katerem so sodelovala podjetja Adria Mobil, SEP in Terme Krka. Sicer pa so na dnevu ravnanja s človeškimi viri razpravljali o tem, koliko potencialov še imajo starejši od 50 let. Pogovarjamo se o tem, da že leta 2020 v Sloveniji bo več ljudi, ki so starejši kot 65 let, kot mlajših. Pomeni, da se treba malo zanesti na njih nekako. Zaradi tega danes smo se pogovarjali o tem, kako lahko uporabiti te potencijale, ki jih imajo starejši zaposleni in tudi kako jim omogočiti nadaljnji razvoj kariere, ker se ponavadi pogovarjamo o razvoju kariere pri mladih letih. Na srečanju so poudarili, da starejši lahko in bi morali svoje znanje prenašati na mlajše. In da predvsem lahko razvijajo svoje kariere kot potencialni svetovalci, podporniki in tako naprej glede razvoja organizacij, strateškega mišljenja, sistemskega mišljenja, kar pač vsi že imajo, glede na to, koliko let so že delali v teh organizacijah. Dragovičeva je na dnevu ravnanja s človeškimi viri še poudarila, da je podjetje brez prenosa znanja iz starejših na mlajše zaposlene manj učinkovito. V Ivančni Gorici pa so pripravili dan obrti in podjetništva, ki so ga namenili izmenjavi izkušenj in pogledu na prihodnje izzive na tem področju. V sklopu dogodka, ki se ga je udeležil tudi premier Janez Janša, so pripravili javno razpravo o povezovanju med občinami znotraj in zunaj meja države kot načinu izhoda iz gospodarske krize. Na dnevu obrti in podjetništva je svoje dejavnosti predstavilo več kot 60 obrtnikov in podjetnikov, tako iz Ivanške občine kot iz pobratene občine Hiršajt. Mi smo v Livarju pretežni neto izvoznik, nekje 80% naših prihodkov ustvarjamo v tujini. Poslujemo pa v branži, ki je tudi relativno, bom rekel, glede na gospodarsko in finančno krizo v Evropi kar precej prizadeta, tako da trenutno se soočamo nekje z upadom naročil do višine 40%. Seveda, povezave so koristne in tudi taka srečanja, kot je današnjo, so absolutno pozitivna pri navezovanju nekih novih stikov in možnosti in poslovnih partnerstv za prihodnje. Glejte, povezovati se je vsekakor treba, samo v Sloveniji imamo precej tega nacionalnega športa, ki se mu reče fovšija, tle je tako problem, glejte, drugače pa vsekakor, če se ljudje povezujejo, tudi podjetniki med sabo je prav, sej tudi tle, recimo, tale današnji sejem obrti je pozitiven, ker tudi mi sami med sabo v občini ne vemo vsak za vsakega, kaj kdo dela, in to je vsekakor v redu, samo moglo bo biti pa tudi strani države na gospodarskem področju mnogo več. Mi izvažamo na trge Nemčije, na trge Italije in pa trudimo se tudi izvažati na Hrvaško, vendarle gre zadeva bolj počasi, ker Hrvaška še ni članica Evropske unije. Mi prodamo približno 65% svoje proizvodnje doma, ostalo, se pravi 25% gre na trge Italije, nekje 5% na trge Nemčije in pa
spet že zdaj na Hrvaško. Torej, mi delujemo predvsem v tujini, izven Slovenije. To gre za promile, v bistvu, kar mi prodamo v Sloveniji, tako da naš trg je v bistvu globalen, v bistvu je cel svet in novo rastoči trgi. Tam se osredotočamo še posebej zdaj po teh kriznih časih ali pa med. Ne? Tako da v bistvu je cel svet. Predvsem na novo rastoče trge, se pravi azijske, Kitajska je tukaj zelo pomembna, Bližnji vzhod, Amerika. Tako da v bistvu gradimo nove priložnosti in možnosti, odpiramo tudi nove segmente produktov, ki jih razvijamo. In v bistvu to je tudi ena delovna rešitev iz krize. En sam, naj bo to podjetnik ali pa kmet, ker jaz sem na koncu predstavnik kmetijstva, je zelo šibak ali pa mogoče ga ta konkurenca celo sesuje, tako da povezovanja so nujna. Seveda, kakšne so možno? Možno so na področju poslov, na področju projektiranja, na področju tudi na koncu, če v kmetijstvu rečemo, vzajemne pomoči. Zamisel je ta, da vendarle naredimo nekaj za povezovanje obrti in podjetništva v občini. In pač na področju moje stroke, v mojem polju dela je bila naloga, da se naredi neka prepoznavna, bom rekel, komunikacijska osnova in iz tega izhaja tudi grafični del, katerega ste omenila. To je pač ta simbolika, ikonografija, bom rekel, sodelovanja med podjetniki. Sicer pa so pripravili tudi javno razpravo o notranjem in čezmejnem povezovanju med sorodnimi občinami kot možnosti hitrejšega izhoda iz krize, v kateri je med drugim sodeloval predsednik vlade Janez Janša. Ta je med drugim izpostavil nujnost zaustavitve padanja gospodarske rasti v državi, kar je po njegovem možno, če bodo do konca leta sprejeli 5 ključnih ukrepov. Se pravi, sanirati bančni sistem, urediti javne finance in znižati proračunski primanjkljaj, sprejeti spremembe na področju pokojninskega sistema in ko gre za ureditev trga dela, ki je drugi najbolj rigiden v Evropi. Poleg tega pa je seveda potrebno urediti tudi upravljanje z državnim premoženjem. Zamisel za pripravo dneva obrti in podjetništva se je sicer porodila iz zavedanja, da je naloga občine tudi ustvarjanje pogojev za delo obrtnikov in podjetnikov. In ker se zavedamo, da je njihovo delo zelo pomembno, brez tega, da bi imeli delo, tudi davkov ne morejo plačevati in brez plačevanja davkov pa ni polnjenja proračuna. Se pravi, vse, kar v tej občini delamo, je na nek način odvisno od uspešnega dela naših obrtnikov in podjetnikov. Tako so med drugim že ustanovili podjetniški kolegi župana, v prihodnje pa nameravajo sodelovati s pobrateno občino Hiršaj tudi na področju javnih razpisov. Na novomeškem glavnem trgu poslej deluje fakulteta. V stavbi s številko 24, kjer je še nedavno med drugim poslovala občina, so namreč uredili 3 predavalnice Ljubljanske fakultete za strojništvo, ki sicer z Novim mestom sodeluje že 30 letja. V dolenjski prestolnici je fakulteta s svojo dislocirano enoto navzoča že vrsto let, zadnjih nekaj let v osnovni šoli Drska. A ker so tam prostore potrebovali za otroško varstvo in za osnovnošolce iz Bršljina, so morali z občino poiskati nove. Študentov strojništva je v prvem letniku v Novem mestu 45 do 60, v drugem letniku jih je okoli 15 do 25 in v tretjem letniku od 10 pa do 15. Smo v mestnem jedru pridobili strojno fakulteto in mislim, da to pomeni nadaljevanje možnosti študija strojništva v Novem mestu, hkrati pa tudi oživitev mestnega jedra. Kajti trenutno lahko trdim, da je to ena od redkih inštitucij, ki deluje v samem mestnem jedru. Strategija, da študij približajo študentom, ni nova. Pričakujem, da so tukaj umerjeni prostori namenjeni za študij, zato želim, da bomo imeli še boljši izplen. Kaj pomeni na fakulteti boljši izplen? Večji prehod v drugi letnik, večji prehod v tretji letnik in končni rezultat, večje število diplom. Novomeški študenti, pravi duhovnik, v znanju niso nič prikrajšani v primerjavi z ljubljanskimi kolegi.
Definitivno je študij v manjših skupinah, od 15 pa do 60 ljudi, boljši. To se tudi prizna, saj imamo v Novem mestu približno 15 do 30% boljši uspeh kot v Ljubljani. Ker v Novem mestu nimajo laboratorijev, jih vozijo v Ljubljano. Fakulteta je namreč zelo raziskovalno naravnana in sodeluje tudi z dolenjskimi podjetji, saj strojnika in njihovo znanje potrebuje praktično vsako podjetje. V Novem mestu je sicer na leto upisanih od 12 do 18% vseh študentov strojne fakultete. Teh je zdaj 2500, za prvi letnik pa razpišejo 60 mest. Smatramo, da je to dovolj. Treba je pravzaprav paziti, naš interes ali cilj ni imeti največje število študentov. Cilj je imeti dobre, odlične diplomante. Da bi njihova diploma imela še večjo veljavo, so se, ker slovenska akreditacijska hiša ni verificirana pri Evropski akreditacijski hiši, ozrli v Nemčijo, kjer je strojništvo dobro razvito, in se odločili za njihovo akreditacijsko hišo. Ta preizkus, ta pregled smo že imeli in na osnovi ugleda in kakovosti pridobljenih znanj, ne samo pri profesorjih, tudi pri študentih, kajti tudi to so kontrolirali, so pravzaprav gotovili, da bo lahko vsak naš diplomant dobil za ta študijski program po Bolonji naziv evropskega inženirja. In strojni inženirji so tudi v današnjih kriznih časih zaposljiv kader. Z področja strojništva pa še na zavarovalni trg. Izid poslovanja Adriatika Slovenike v prvih 8 mesecih tega leta potrjuje rast tržnega deleža druge največje slovenske zavarovalnice. Njena novomeška poslovna enota pa ravno v teh dneh beleži 20 leti delovanja. Tako v tem tednu pripravljajo več dogodkov ob dnevih odprtih vrat. Za začetek so novinarjem predstavili poslovanje in načrte za v prihodnje. Direktorica novomeške poslovne enote Jasmina Kovačič je poudarila, da so bila minula leta v znamenju nenehne rasti, tako po številu zavarovancev in zaposlenih, kot po širitvi prodajnih mest v regiji. Zavarovanje tržimo preko lastne zastopniške mreže, kot tudi prek mreže zastopniških agencij. Najuspešnejši smo pri prodaji premoženjskih zavarovanj, kar predstavlja v pobrani premiji cirka 70% pobrane premije. Poleg tega pa nudimo tudi osebna zavarovanja in zdravstvena zavarovanja, to je približno 30%. Zavarovanja sklepajo v poslovalnicah v Novem mestu, pisarnah v Brežicah, Šentjerneju, Črnomlju in Trebnjem ter pa oblaščenih agencijah. Konkurenca v lokalnem okolju je velika, vendar moram reči, da v vseh teh letih beležimo neko stabilno rast našega tržnega deleža, tako da smo v letu 2011 pobrali 15,9 milijona evrov premij in izplačali 14,2 milijona evrov škod. V 8 mesecih tega leta pa so zbrali 10,6 milijona evrov premij in izplačali 7,4 milijona evrov škod. Sicer pa je bila lani uspešna tudi Adriatik Slovenika kot družba, je zatrdil predsednik uprave Gabriel Škof. Ustvarili smo za dobrih 265 milijonov evrov premije, ustvarili smo za več kot 17 milijonov evrov neto dobička. Tudi letošnje leto je v redu, v prvih 9 mesecih smo ustvarili za 201 milijon evrov premije, izplačali smo za približno 187 milijonov evrov zavarovalnin in odškodnin. Dobiček je v okviru načrtovanega, tako da sem res zadovoljen, še zlasti, ker smo tudi za dobre pol odstotne točke povečali tržni delež. Adriatik Slovenika ima odslej tudi nove prostore v Krškem, ki so jih odprli na cesti krških žrtev in v katerih so združili vse zavarovalne dejavnosti na enem mestu, se pravi od sklepanja zavarovanj pa do cenitve škod, ampak zaenkrat ne pričakujemo, da bi se v bližnji prihodnosti podobne otvoritve dogajale še širom po našem območju. V drugi največji slovenski zavarovalnici je bilo konec septembra zaposlenih 981 ljudi, ki delajo v 9 poslovnih enotah oziroma na 315 prodajnih mestih. Zavarovalnica, ki posluje na področju premoženjskih, zdravstvenih in življenjskih zavarovanj, je v 100% lasti skupine KD Group. Korenine družbe segajo na Primorsko, saj je pred 7 leti nastala združitvijo zavarovalnic Adriatik in Slovenika. Danes, po besedah prvega moža družbe, deluje kot eno.
kajti moramo se zavedati, da združitve finančnih institucij v praktično večjem procentu kot 50% v svetovnem merilu ne uspejo. Tako da je to en zelo, bi rekel, pomemben dogodek v Sloveniji, da je v slovenskem finančnem sektorju takšna združitev uspela. Danes veliko vlagajo v sodobne prodajne poti, saj želijo, da imajo njihove stranke dostop do storitev 24 ur dnevno. Tipičen primer je zavarovanje asistenca AS tujina z asistenco Koris, kjer je celo možno, ko že prestopiš mejo, državno mejo, skleniti zavarovanje, ki seveda učinkuje potem 2 uri od trenutka, ko si to po mobilni aplikaciji naredil. Poleg te novosti, ki so jo uvedli na trgu februarja, so letos morebitnim zavarovancem ponudili dodatni mobilni aplikaciji. Oziroma vse skupaj zdaj ponujamo kot sklepalno mobilno točko, polica AS, in tam lahko naši zavarovanci sklenejo že pravzaprav 3 zavarovanja, to je dopolnilno zdravstveno zavarovanje v tujini in pa nezgodno šolsko zavarovanje. V zavarovalnici stavijo na pojem preprostosti, ki je predvsem značilna za novejše produkte in prodajne poti. Ker gre za lažje razumljive zavarovalne pogoje, gre za lažje načine sklepanja, že samo to, da si 24 ur na voljo, je seveda zelo velika prednost. Preprostost se pa pojavlja tudi v tistih klasičnih procesih, ki jih imamo. Recimo ena od novosti, ki smo letos uvedli, je škodni portal, da lahko preko škodnega portala kadarkoli prijaviš škodo in tudi spremljaš potek likvidacije škod, tako da mislimo, da je tu prihodnost in da je treba stranki se približati na različne načine. Ponosni pa so tudi na to, da kot prva in zaenkrat še edina zavarovalnica smo vzpostavili spletno sklenitev avtomobilskega zavarovanja VIS, ki je res drugačno od drugih v smislu jasnosti, transparentnosti in preprostosti. V sklopu odprtja nove poslovalnice v Krškem so tamkajšnjemu centru za socialno delo namenili ček za 3000 evrov za delovanje Pepcinega doma oziroma varne hiše. S tem prispevkom končujemo tokratno oddajo. Bodite v naši družbi vnovič prihodnji torek, vabljeni pa tudi na ogled gospodarskih vsebin na spletni strani vaskanal.com. Lahko noč.